Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Z menoj sta Andraž Grahek in Matej Šimnic, oba iz Capital Genetics, sicer oba tudi analitika, dobra poznavalca bančnega sistema in potencialnih drugih tveganj, ki zdaj prežijo na naše denarnice. Zdravo obema. Živo. Živo, Marja. V glavnem, četrtek je, danes je ECB objavila dvig ključnih obrestnih mer za 50 bazičnih točk. Presenečen torej ni bilo, čeprav se je še nekaj špekuliralo danes zjutraj, tik pred objavo, da mogoče lahko ECB preseneti. Namreč težave v bančnem sistemu so se pojavile v Ameriki, nekaj težav je tudi zdaj že v Evropi in seveda posledično analitiki špekulirajo, da bi potencialno to lahko nekako upočasnilo dvigovanje ključnih obrestnih mer. Torej, presenečen ni bilo. Matej, a lahko mogoče malo pokomentiraš današnjo odločitev ECB-ja? Ja, glede na komentarje, ki jih je pa kasneje Lagardova dajala, to v bistvu ni bilo niti presenečenje. Zdaj njene besede so bile, da so sistemska tveganja in inflacija pač dva različna pojava in bosta kot taka tudi obravnavana z vidika politike oziroma ukrepov. Zdaj inflacije, vemo, se je centralna banka lotila zviševanja obrestnih mer, tako da to ne bi se nadaljevalo v tej smeri. Kar se pa tiče tveganj v finančnem sistemu, je pa rekla, da so zato pač različna druga orodja, ki se jih bo centralna banka posluževala, če bo to treba, tako da je bilo ta odločitev v bistvu v skladu s tem. In tudi za naprej verjetno lahko pričakujemo, če bodo inflacijski pritiski še vedno vztrajali, bodo še vedno bomo priča zviševanju obrestnih mer, medtem ko bodo pač na razpolago orodja, če bi prišlo do likvidnostnega krča, kar smo recimo bolj v Evropi, oziroma zdaj smo videli tudi v Švici to, ampak v Ameriki smo tudi že to opazili, oziroma je že FED tudi vzpostavil program, ki zmanjšuje ta likvidnostni krč v bančnem sistemu. Ena izjava je pa vseeno majčkeno izstopala, in sicer Christine Lagarde je v luči vsega tega, kar se dogaja čez lužo in tudi s Credit Suisse, o tem bomo malce več kasneje povedali, je napovedala oziroma povedala, da bo ECB stala bankam ob strani in napovedala tudi pomoč v primeru težav. Moram iskreno priznati, da sem se tukaj spomnila na našega Roberta Goloba, ki je nedavno na podeljevanju nagrad gospodarske zbornice podjetnike, vse tiste, ki bi se znašli v težavah, povabil v javni sektor. Se pravi, zdaj vsi kar nekako ponujajo neko to varnostno blazino. Andraž, kako ti gledaš na to, da ni nobenih problemov, bo država pomagala, bo centralna banka pomagala, ni panike? Kako se to financira potem iz kje? Jaz bi rekel, da Robert Golob z vsem spoštovanjem ni izumil te retorike. Mislim, da so centralne banke zelo vešče te retorike, da bojo pač varovale finančno stabilnost pač z neko monetarno politiko in to likvidnost zagotavljalo trgu, če bi prišlo do sistemskih težav, take in drugačne narave, se v končni fazi se je to več kot potrdilo z pač tem, kar se je v ZDA dogajalo in za v bistvu, bom tako rekel, nadzorovano likvidacijo pač Silicon Valley Bank in Signature Bank, tako da v bistvu mislim, da tukaj ta retorika dost tako sinhrona in so vsi kajni veseli papagaji in to ponavljajo že itak, ne vem, od finančne krize zagotovo odkar smo izumili quantitative easing in različne druge programe, ki grejo tudi v smer odkupov nekega premoženja, kjer se na nek način zagotavlja stalna likvidnost kot podpora trgu, kot ta tako imenovan Fed put v končni fazi, kjer tako imenovani pač torej centralne banke vstopijo, posežejo na trg, kjer je problem likvidnosti na sistemskem delu, tam, kjer je veliko naložb in mogoče se kaj zatakne. Tako da tudi vidimo, pač, jaz mislim, da to tudi odgovor na to, kar se je dogajalo okrog Credit Suisse in te likvidnostne linije, ki je Credit Suisse dobila torej 50 milijard. Tako da jaz mislim, da so relativno usklajeni centralni bankiri in se zavedajo, da na eni strani imajo zdaj še eno nalogo, poleg bitke z inflacijo, tudi varovati finančno stabilnost in v tem trenutku še vedno obstaja nek pogled, da to je pač
te banke so bile pač na nekem skrajnem, ko bi rekel, intervalu, če se tako izrazimo, nekih neravnotežij in to je zdaj to in potem gremo lepo naprej. No, lepo naprej. Zdaj, hotela sem najprej, da bi šli malo čez lužo, ampak zdaj si omenil Credit Suisse in seveda moramo ostati zdaj pri Credit Suisse. Zanimiv šef Credit Suisse nosi zanimivo ime in sicer se imenuje Alex Lehman. In zdaj to mogoče se nekdo spomni, potem, ko sliši ta priimek tudi na propadlo ameriško banko Lehman Brothers. Nekaj so se spet obujali spomini na propad te ameriške banke leta 2008, potem smo prišli tudi v finančno-gospodarsko krizo, to je bila ena največjih kriz sodobnega časa. Mogoče lahko pokomentiramo, kaj se sploh zgodilo s Credit Suisseom. Omenil si že, da je centralna banka Švice priskočila na pomoč s 50 milijardami, ampak pojmo malo nazaj, kaj se je zgodilo, Matej, lahko ti mogoče na kratko povzameš? Dejansko je bil Credit Suisse že zdaj zadnja leta je bil v nekem obdobju restructuringa oziroma preoblikovanja poslovanja, čiščenja in vsega skupaj in iskanja nove poti, ker je bil vpleten v številne škandale, tako v Veliki Britaniji kot 2021, mislim, da je bil ta Archelago Capital, kjer so v bistvu dejansko niso preverjali leverage tega hedge sklada in so bili potem zadnji, ki so šli pri likvidaciji tega portfelja ven in tam izgubili 5,5 milijarde dolarjev. Tako da so cel kup nekih takih dogodkov je bilo, ki so kazali na to, da dejansko banka nima pod nadzorom teh notranjih tveganj. Izgubljali so tudi na kapitalu, potem so bile še govorice, da v bistvu njihovi finančni izkazi niso točno taki, kot bi morali biti, oziroma da se notar zakrita določene tveganja in da bodo to potencialno mogli razkriti. Zdaj vemo, da je bil švicarski finančni sistem se je odprl z vidika te anonimnosti, to se pravi ni več toliko zaščiten, kot je bil včasih, še vedno pa švicarske banke ne razkrivajo vsem državam vseh podrobnosti o svojih klientih. Tako da vemo, da je verjetno kar nekaj denarja tudi na Credit Suisse, kjer posamezniki verjetno niso želeli kasneje v primeru kakršnih koli težav vlagati svoje zahtevke za terjatve. Tako da je precej pričakovano, je denar začel v določenem trenutku pred nekaj meseci odtekati iz banke. To je jasno pač težava, ker ko enkrat depoziti začnejo odhajati, je na drugi strani so obveznosti, ki mogoče niso časovno usklajene in to vodi v težave. Zdaj iskali so tudi, v bistvu izvedli so tudi dokapitalizacijo, ampak jasno, ko se enkrat začne bank run, je lahko banka še tako kapitalsko močna, so te tokovi premočni za to bančno mehaniko, ki mora imeti neko velja na podlagi nekih statističnih odnosov oziroma nekih povezav in če se to podre, je nemogoče to ustavljati. Zdaj si povedal zelo veliko zanimivih zadev, pa preden gremo na bankrun in bomo natančno tudi pojasnili, kaj to je, bi pa vseeno rada tukaj omenila eno zelo zanimivo prakso bank, prav Credit Suisse, še zlasti Credit Suisse. Pa bom najprej omenila primer, ko sva se pogovarjala z Blažem Hribarjem iz pokojninske družbe A, je v bistvu pokazal s prstom na FTX in druge kripto scene, ki so se dogajale, pa sem ga opozorila, da tudi v bančnem sistemu je zelo veliko bank z zelo veliko grehi in Credit Suisse je sploh znana po temu, da zelo rada odkupuje odpustke. Nazadnje se je pogodila za 238 milijonov evrov zaradi pranja denarja in nekaterih goljufij, ki so se dogajale v letih 2005 do 2012. Andraž, a lahko ti mogoče malo poveš, pa tudi konec koncev Silicon Valley Bank je tudi imel neke čudne prakse, pa mogoče lahko malo pokomentiraš, kako banke in ESG in vse to, kar se ga grejo, kako to funkcionira. Ja, kot vidimo, ne funkcionira najbolj. Pač vidimo, da slabo funkcionira, da v bistvu imamo neka pravila in pač ok,
treba je tudi razumeti, ne, da pač te banke poslujejo po celem svetu, ne, tako da bilo že čudno, če ne bi v globalni ekonomiji bile kakšne packarije, ne, sam pač potem se to ugotovi in pač ne prihaja do, rekel, ustreznega nadzora ali v neki regiji, mislim, ker tukaj je bilo itak, tukaj so se filmi snemali, se to vemo, recimo mehiški karteli in Mehika recimo in take stvari in tudi druge, ne. Tako da ta pranje denarja je itak konstantna tema, ne, zdaj morate razumeti, če imate vi 500 milijard veliko bilanco ali pa na koncu nekatere banke 1000 milijardne in več bilance, ne, da tam noter ni kakšne packarije, to je matematično nemogoče, ne? Čistko, ne? In zdaj seveda potem prideš do tega, da pač ko to eskalira, ko pač to pride na dan in seveda regulatorji ne morejo to gledati in reči, lej, sej niso tako hoteli, ne? In se pač tukaj morajo pogoditi na nek način in plačati za svoje grehe in dejansko te odpustki bojo stalno tema, dokler bo človeštvo, bojo odpustki v bankah tema, zdaj kakšna koliko dobri smo pa lahko pri čiščenju te nesnage, ne, je pa dobro vprašanje, ali smo s to kompleksnostjo finančnega sistema ratali tukaj bolj učinkoviti ali je to ratalo težji. Ne. Tukaj pa nimam jasnega odgovora, iskreno povedano. Tako da zmer bojo težave, ampak neki kriminal, neki je pa, bom tako rekel, mogoče nesposobnost uravnavanja tveganj, čeprav bi to morali početi, ne, lahko rečemo nedoslednost, malomarnost ali odpustitev dolžne skrbnosti, kakorkoli pač že. Eno je pa enostavno, da so neki riziki, ki jih je bilo težko vnaprej predvideti, da se jo tako hitro materializirali in tudi vprašanje, ali bi nekdo, zdaj za nazaj simpel biti general, ampak recimo, ne vem, v nekaterih primerih enostavno nekih stvari ne moš predstaviti tako hiter, pa tudi na koncih mogoče zavrvati ne moš, ker kot vidimo, zelo lepo je bilo tukaj videno, da v primeru Credit Suisse še en dan nazaj, ne, so banke prenehale sprejemati Credit Suisse kot nasprotno stranko pri nekih določenih poslih na področju izvedenih inštrumentov. Ne. Tako da tukaj se čez noč lahko stvari spremenijo in rataš zaklenjen not v neki situaciji, ki ne moš ven. In potem te še nakljujejo za odlivi in pol je stvar zaključena, ne? Bolj ali manj. Ja. Zelo zanimivo. Mogoče bi šli pa lahko zdaj malo čez lužo tudi pogledati na Silicon Valley Bank. To je tista banka, v kateri že praktično cel teden se precej debatira. Zanimivo pri tej banki je tudi to, da je v bistvu ameriška revija Forbes nedavno, v bistvu praktično pred nekaj dnevi, preden se vse skupaj začel, v bistvu uvrstila je bila v bistvu 20. najbolj ugledna banka med 100 bankami v Ameriki. Kmalu potem pa se je zgodilo to, kar se je pač zgodilo in zdaj v bistvu cel svet govori o Silicon Valley Bank. Andraž, a pa Matej, dajte malo pojasniti, kaj konkretno se je zgodilo tukaj, zakaj je banka zašla v težave. Jaz tehničen del bom prepustil tukaj Mateju, ker verjamem, da se je poglobil not, pa bom pa dodal še kakšen odsvirk na to, tako da evo, predajam štafeto Mateju. Evo. Začetek mislim, da je bil to, da v resnici Silicon Valley Bank že leta nazaj lobirala za to, da so se določeni parametri strani regulatorja spremenili, tako da so v bistvu niso bili toliko kljub svoji velikosti, imeli so 200 milijard dolarjev veliko bilanco, niso bili regulirani toliko močno kot recimo JP Morgan, Citigroup in tako naprej. To se pravi, niso spadali v večje banke, v preteklosti je bilo to na 50 milijard ta meja, zdaj je mislim na 250 in tej meji so se uspešno izogibali zadnja leta. Zdaj, ker so oni, kot vemo, so najbolj znani po svoji prisotnosti v Silicon Valley oziroma poslovanju z start-upi in v bistvu vsak start-up, oziroma izjemno velik njih, je sredstva, ki so jih pridobili skozi fundraising, so jih položili na Silicon Valley Bank račune in tam je denar ležal, dokler ga pač ta podjetja niso porabljala. Zdaj, ker so obrestne mere, vemo, da so bile izjemno nizke na računih centralnih bank, se je Silicon Valley Bank, podobno kot številne druge banke, odločila, da bodo ta denar plasirali na obvezniške trge in ga vložili v ameriške trežerje. Zdaj, z vidika regulative, tukaj
v bistvu tretirana ta naložba enako kot depozit pri centralni banki. To se pravi, za naložbo v treasury oziroma zakladne papirje, vrednostne papirje držav, banka ne rab oblikovati nobenih, v bistvu ne rab nobenih kapitalskih zahtev za to. Recimo, če bi kreditirali neko podjetje, ima to negativen vpliv na kapital in je treba vzdrževati nek nivo oziroma zbirati dodaten denar. V tem primeru ni bilo treba in ta tveganja v bistvu niso bila razvidna. Dodatno so jih pa v bistvu zakrili tudi s tem, kam so uvrstili te vrednostne papirje. Imamo pač tri načine klasifikacije po bilancah. Eno je, da se to kaže v dobičku, oziroma ko so šle obrestne mere navzgor, so se cene tem vrednostnim papirjem oziroma obveznicam znižale, to so bile izgube in zdaj ena varianta je, da to vidimo v izkazih poslovnega izida kot izguba. Drug način, da je to razvidno iz izkazov, je, da je padec kapitala, kar smo recimo videli tudi pri slovenskih zavarovalnicah, predvsem močno. Tretja varianta pa je, da tega ne vidimo, ker so klasificirane v segmentu, kjer se predvideva, da bo banka oziroma zavarovalnica, kdorkoli, katerikoli finančen subjekt, to držal do zapadlosti. In želja pač Silicon Valley Bank je bila, da to držijo do zapadlosti. Istočasno tudi niso v bistvu ščitili tega tveganja in menjali, recimo, swape naredili, ker bi se ta volatilnost umilila. In so pač bili pripravljeni na to čakati, je pa težava pač prišla, kot vemo, kriza. Venture skladi so ustavili financiranje v precejšnji meri teh startupov, startupi so porabljali denar je začel tudi na Silicon Valley Banku, so te depoziti začeli kopneti in v bistvu Silicon Valley Bank je bil prisiljen prodajati treasury oziroma zakladne menice, obveznice z izgubami. Kapital je začel zginjati, strah se je dodatno pojavil in zdaj govorimo pa lahko že o bankrunu. Mogoče bi sam uskočila tukaj z enim vložkom, če lahko temu tako rečem. In sicer Pop TV je v bistvu imel prispevek o našem startupu Chipolo, ki je v bistvu imel tudi nekaj denarja na tej banki in sicer mislim, da je bilo manj kot 100,000 evrov in so tudi seveda opisali, kako so potem do tega denarja prišli. Podobno smo tudi pisali na srbski strani Bloomberg Adrije, ker je neko srbsko podjetje imelo dejansko 90% vseh sredstev na tej banki, tako da presenečeni so bili, kako lahko v bistvu 40 let stara banka praktično izgine v roku 48 ur. Andraž, ko smo se midva pogovarjali tako off record, ne vem, če bova lahko zdaj on record, si ti omenjal, da je bilo pred leti neka podobna situacija, ko si bil na KD skladih oziroma današnjem Generali Investments in ste imeli neko situacijo z MF Global. Ja, MF Global. Kako recimo, kaj se dogaja, ko dejansko pride do tega, da ne moreš priti do svojega denarja? Kako potem poteka v bistvu celoten postopek, recimo, če nam lahko opišeš? Ja, mislim, se tukaj je zmer malo drugačno, pa specifično od situacije, ampak dam primera. Recimo konkretno MF Global je bila globalna investicijska banka, ki je tudi imela v svojem portfelju obveznice. V tem trenutku so bile takrat to evrske obveznice, ker to bil še čas pred evrsko dolžniško krizo, kjer so te tako imenovane obveznice pol kasneje držav PIX, Portugalska, Italija, Irska, Grčija in Španija, so prinašale neke večje obrestne mere in oni so imeli cenejši vir in so izkoriščali to in so kreditno tveganje sicer prevzemali, tudi neki so se hedžali in vse ok. Zdaj konkretno tam je bil odprt račun za derivative, ki je bil namenjen ščitanju osnovnega delniškega portfelja. To pomeni, da je neki denarja bilo tam gor, niso bili to tako visoki zneski, to so bile, tudi kasneje bilo to javno objavljeno, koliko je to bilo in razkrito, tako da ni to neka huda skrivnost. Ampak kar se je zgodilo takrat je to, da ker smo imeli neki denarja za poravnavo na računu, ker ga vedno moraš imeti, ker kaj, ti imaš delnice
obveznico, hočeš zmanjšati volatilnost, kupiš put opcijo, zmanjšaš ta nihanja in tako uravnavaš lahko tudi nihanja točke web sklada. Nekaj denarja je bilo zmer gor, zato da smo lahko, če smo želeli, kupili put opcijo in poravnali. In zdaj, kaj se nam je zgodilo? MF Global se je dobesedno ravno tudi zaradi tega, rekel, slabega upravljanja tveganj, ker so se začele kreditni prebitki povečevati na te obveznice, zdaj tukaj so se pač obrestne mere povečevale, končni matematični učinek je dosti podoben, da ta portfelj, ki ga oni držijo, tako kot je rekel Matej, do dospelosti, do konca, ko ne bi takrat dobili nazaj in neki mečke amortizirajo, pustimo zdaj to. V glavnem, tukaj se je isto zgodilo, da ta mismatch se je zgodil in so mogli oni zaradi pač nekih specifičnih tudi spet odlivov, pa drugih obveznosti, ki so se dogajale, enostavno poknjižati in so nastale izgube. In potem se je začelo dogajati, da imajo premalo kapitala. In ker so imeli premalo kapitala, seveda to sledi do kapitalizacije, ampak pa ljudje začnejo brskati, koliko imate vi te robe, in so seveda ugotovili, da je bilo toliko teh obveznic, če bi jih oni poknjižali, ali pa če zbankrotira, ne vem, Grčija ali pa neke druge države, v teoriji tudi kapitala ne bi imel več MF Global, ker moramo se zavedati, da banke so finančne inštitucije z visokim vzvodom, praviloma imajo mogoče tako, no? Če zdaj čisto matematično povemo, pa ne gremo v logiko bančnega obteževanja, tveganj, mogoče imajo 5% kapitala v celi pasivi, tako poenostavljam zdaj, ne? Ali pa od 5 do več kot 10 ga zihar nimajo, no? Dajmo temu tako reči, računovodsko gledano, torej kot številka matematična, ne? In zdaj seveda, če se sredstva zmanjšajo matematično za 10, tega kapitala, zdaj pa zelo poenostavljam, ni več. Zdaj, če je to prihodna situacija, malo za njih ni problem, če pa nekdo vidi to kot terminalno situacijo, in se vemo, kaj smo se takrat pogovarjali okrog Grčije, pa restrukturiranja grških dolgov, in to so bile resne milijarde minusov, ne? Enostavno MF tukaj ni izvozil. Ne? Zdaj, mi smo imeli konkretno odprt račun, ravno podobna situacija je bila pri Silicon Valley Bank, pri britanski hčerinski družbi MF Global, in tam smo imeli denar na računu. Ampak kaj se je zgodilo? Ko je mama zašla v težave, se je tukaj zgodilo to, da tam pa ni bilo tako, da so šli reševati vse deponente, to pomeni, da niso rekli, bomo kontrolirano likvidirali banko in zagotovili celotno poplačilo za vse deponente oziroma za vse, ki imajo denar na računih. Ne? Ampak se je šlo samo ameriške gledati, ne, ločeno do tistega zneska, ker smo pa mi bili v Veliki Britaniji, se v tistem primeru Velika Britanija ni odločila, tako kot v primeru Silicon Valley Banka, da bo reševala oziroma da bo iskala rešitev in jo našla za UK subsidiary, kar pomeni, da smo končali v receivershipu. Receivership je oblika nadzorovane likvidacije, ker ti dobiš, tisti, ki so zavarovani, dobijo nazaj pač to, kaj je, tisti večji zneski pa pač dobiš glede na pač vrednost, kaj je. In kar se zgodi, prvič, kaj delaš, ne? In to vem, da so to, prepričan sem, da so vsi, ne glede na znesek, to počeli od petek, cel petek definitivno. Kontaktiraš svojega, ko bi rekel, nekoga, ki je na drugi strani, predstavlja banko in je tvoj referent, se z njemu pogovarjaš, kaj se dogaja, telefoni ne prideš čez, ker pač so telefoni tudi, imaš mail, itak se ne odgovarja, ker je taka poplava. Vem, da je tudi pri Silicon Valley Bank tudi kreširala spletna stran, tako da ljudje sploh niso mogli niti se logirati noter, kaj šele kogarkoli dobiti na drugi strani, in seveda bereš novice, ne? Zdaj, kar se je nam zgodilo, da ker je bil tak primer, da se ni reševal te britanske hčere, pride ven seznam terjatev in sooner or later začnejo klicati v bistvu skladi, ki odkupujejo v bistvu za nekim diskontom, in to se je že v petek dogajalo. Jeffries je takoj mu desk odprt, ker si lahko svoj claim prodal, če si mislil, da rabaš denar takoj. In eni so rabili mogoče denar jutri in niso vedeli, kaj se bo zgodilo. In to se je dogajalo. Ne? In to za najbolj absurdne zneske, iskreno povedano, se to dogaja. Ne? Zdaj pa je bilo pa malo drugače pri Silicon Valley Bank, tako da pri Silicon Valley Bank na koncu je bil happy ending itak za vse, ker v bistvu je bilo jasno, da v ozadju je bil večji problem kot sam Silicon Valley Bank, ker je bila še ena banka, ki dobesedno je bila na tnalu, da propade, pa še First Republic, ki še danes ima težave, in tukaj so videli večji problem in zato so tudi reagirali tako, kot se reagirajo. Če pa si mislili, da je to sam Silicon Valley Bank, ne bi se zgodilo to, da bi bil lep ponedeljek in bi vstopila FDIC, prenesla depozite na novo entiteto, zagotovila likvidnost in dostop vsem do denarja. Tako vsi so trepetali. Okay. Ja.
A lahko mogoče vseeno tukaj je pomembno to, da se te stvari zgodijo res hitro. To smo videli tudi na primeru Sberbank, ko je bila situacija praktično čez vikend rešena in v bistvu ni bilo sploh možnosti, da bi prišlo do bank runa, ker se vse tako hitro zgodilo in ljudje v bistvu sploh niso praktično čutili, da je dejansko Sberbank zapira vrata. Se pravi, hitra reakcija. Ja, mečkam te sam popravil. Tukaj se je bank run že prej odvijal s tako hitrostjo, da če ne bi ustavili, bi bila panika v sistemu. In isto je bilo tukaj. Finančna kriza je prinesla mehanizme, temu se reče resolucije takih problemov. To, da banke propadajo, je pač dejstvo, ampak bolj pomembno je tukaj v končni fazi to, da so mehanizmi, kako se nagovori te propade bank. In tukaj gre približno stvar tako. Tukaj se ECB ali pa FED oziroma vse inštitucije, ki so vpletene, tudi tiste, ki zavarujejo, v bistvu so zadolžene za zavarovanje depozitov, v bistvu vprašajo, a imamo lahko zaradi tega propada sistemski problem ali ne. In to je zelo, zelo pomembno odločenje, kaj se pol kasneje dogaja. V vsakem primeru se testira trg, ali obstaja neka tržna možnost, da nekdo pride in odkupi to banko. Zdaj, če gremo nazaj na Sberbank operacije, tukaj se je testiralo, torej Banka Slovenije je imela v ozadju odprte linije do bank in je dobesedno vprašala in odprla auction, se za Silicon Valley Bank je bilo enako, sam se nihče ni javil dejansko, to grem zdaj zaporedje. Imamo težavo, ustavimo izplačila, preverimo na trgu, a v dokupu to banko, če kdo dvigne roko, gremo naprej in vprašamo, a imaš kapaciteto, da nav še ti imel problemo, ker prevzemaš to banko in če je to ok, lahko pride do prevzema te banke. In NLB je tako prevzela Sberbankino pač operacijo v Sloveniji, medtem ko pri Silicon Valley Bank so imeli auction in se nihče ni javil do 2 popoldne v nedeljo, ker pač, ne vem, je bil preveč kaos, preveč negotovosti. Vedeli so, da so v ozadju tudi drugi odlivi pri drugih regional banks in to, da rešijo sam ta problem, tudi nihče drug, tudi ta veliki niso hoteli v to iti not, ker je bilo preveč nejasnosti. Zato so tam drugače naredili in so rekli, tukaj je sistemski problem, ne moramo samo do tiste depozite, ki Američani imajo do $250,000 tudi za vse komitente, ne vem, make whole, oni temu rečejo, torej v celoti poplačati, dajmo tudi ostale zaščite. Zdaj, kakšna bila alternativa, če to ne bi naredili in razglasili kot sistemsko? Na mizi je bil predlog, da bi ostali deponenti pol zneska lahko črpali takoj, polovico pa, ko bo pač denar prišel od likvidacije banke kasneje ali pa ko se to monetizira na nek način v vrednoti. Ampak tukaj so rekli stop in potem, ko so upeljali rešitev in rekli, vse bomo, we will make whole everybody, torej vsem bomo zagotovili likvidnost in poplačilo, šele sočasno s tem je prišlo, da gre še ena banka, v bistvu, da je bil še bank run na Signature Bank, ki je bila pa zelo močno, v bistvu je bila to banka, ki je zelo veliko poslovala tudi z raznimi kripto counterparty, recimo Kraken je tam imel tudi neka svoje poslovanje, vem, da so veliko zelo jamrali, sej kripto je bil tudi exposen na Silicon Valley Bank, USDC so imeli 3 milijarde, pa ne vem koliko, 3 milijarde rezerv kot kritje stablecoinov, tako da klej je bilo veliko stvari, in zdaj pol tisto olajšanje, ki je sledil temu bailoutu, je bilo bolj v tem smislu, se zdaj pa vprašanje, kako bo FED lahko navijala obrestne mere, in razumeš. Tako da jaz bi rekel, da sistem je narejen za to, da pač reagira na tak način, kot je reagiral in pač zgleda pa, nervoza, ampak ne pozabimo, to je bilo tako 3 dni in so Američani sprejeli te odločitve, niso bile enostavne, iskreno povedano, Ali lahko se mogoče tukaj še enkrat poudarimo, da banke v bistvu nimajo vseh teh 26 ali 25 milijard depozitov, kot imamo recimo zdaj trenutno Slovenci na bankah, to banka ne drži vse pri sebi, ampak kaj se zgodi s tem denarjem, kam plasira ta denar? Banka mora spoštovati določene regulatorne zahteve glede likvidnosti, zdaj do te meje, da spoštuje to, banka potem to plasira na trg, to se pravi delno skozi kredite, kreditirajo podjetja, fizične osebe in tako naprej, kratkoročni, dolgoročni krediti, delno imajo to držijo pri centralni banki, delno vlagajo v obveznice, lahko so zdaj to podjetniške obveznice, lahko so državni vrednostni papirji.
Točno to. To si zelo dobro povedal. Za vse tiste, ki danes imajo denar na banki, se lahko zgledujejo po samih bankah, ker banka dejansko ne kopiči denar, ampak ga v bistvu nekako plemeniti. Ne? Mislim, banka je posrednik, ki skrbi, da zbirajo kratkoročne vire in jih plasirajo dolgoročno in jasno, pač v običajnih okoljih, običajni mehaniki so dolgoročne obrestne mere više od kratkoročnih. Ampak banka, zdaj vemo, kdo bo rekel, ja, banka nas zdaj ljubi tukaj za to, kar bi mi lahko zaslužili. Ja, v določeni meri to mogoče drži, ampak banka tudi skrbi za to, da so ta sredstva diverzificirana, to se pravi, da so glede ročnosti, glede kreditnega tveganja in vsega ostalega ustrezno, praviloma, razporejena na drugi strani. In ta sredstva so nam načeloma, če jih rabimo, vedno dostopna. Zmer lahko mi prekinemo depozit in tako naprej. Naprimer, zdaj bomo šli pa naprej v neko čudno sceno. Wall Street Bets, mali depozitarji, komitenti bank se združijo, tako kot so se na Wall Street Betsu in rekli, gremo vsi zdaj dvigant denar na banko. Zdaj bomo pa začeli malo pojasnjevati, kaj pomeni tehnično gledano bank run. Oziroma, kako se reče po slovensko bank run? Najprej dajmo to. Tek na banko? Ja, kaj pa vem, bančni beg, ne. Pojma nimam, beg iz banke, beg denarja iz banke, dvig denarja iz banke. Šprint na banko, aj to šprint na banko. Ja, mislim, bolj tečeš stran od banke, ne vem, če na banko, ja, mislim, ja. Sam fizično tečeš na banko, hitro dvigant denar. Tako. Se pravi, ti šprintaš dobesedno na banko. Ok, zdaj povej, kaj to pomeni konkretno, daj definiraj. Ja, bank run pomeni, da v bistvu deponenti predvidevajo, da banka ne bo preživela in da tudi ne bo prišlo do reševanja te banke v resnici in želijo, v vsakem primeru ne želijo biti v tej nejasnosti in se odločijo svoje sredstva prestaviti drugam. Dobesedno tako. Ne želijo prepuščati na ključu. Zdaj, lahko je ta strah utemeljen, lahko bi prišlo do bankrota banke in to bi pomenilo, da dajmo sam tukaj eno distinkcijo potegniti. Prebivalstvo načeloma je v vseh razvitih državah zavarovano do nekega zneska. Zdaj, tukaj govorimo do 100,000 evrov, ampak ne glede na to je neugodno, ker pač če se tam nekaj zatakne, boš imel spet neke stvari, pa kdaj bom denar točen dobil, pa preden bojo to formalno zmleli, večina ljudi vseeno dvigne denar in je čisto vseeno, a so zavarovani ali ne, ker to je tudi malo psihološka stvar. Zdaj, ko pa govorimo o nezavarovanem delu, tam je pa dejansko problema, ker tam pa lahko, če ne bo prišlo do tega backstoppinga in zagotavljanja likvidnosti in razglasitve sistemskih razlogov, lahko podjetje ostane brez sredstev dejansko, oziroma ne, prvič nima dostopa do teh sredstev nekaj časa, drugič je pa nejasno, kakšno bo to plačilo dejansko bilo. In zdaj, iskreno povedano, v modernejši zgodovini je relativno malo teh nenadzorovanih resolucij bank. Iskreno povedano, zadnje čase skoraj se mi zdi, da je vse sistemsko. Mislim, tudi če gremo na slovenski primer, ko bi bil, če že moramo reči, lahko v teoriji malo podoben po sestavi depozitov Silicon Valley Bank, sta bila slovenski banki Probanka in Faktor banka, ki sta bili v bistvu nadzorovano likvidirani pred sicer reševanjem velikih bank, ampak težava je nastala tam pri teh dveh bankah, ker njihova baza deponentov, to pomeni tistih, ki so imeli tam dejansko denar, je bila večinoma sestavljena iz pravnih oseb, torej podjetij, ni bila sestavljena iz fizičnih oseb. In ko se je tam začela stvar kuhati, in tudi te banke sta tem osebam marsikaj posojale naprej in pač dajmo reči, da je bilo neko prepleteno poslovanje, imel si denar tam, ampak tudi posojila. Tako da te banke sta imela visok delež nezavarovanih depozitov, torej ne od prebivalstva ali pa ne pod neko mejo, ki ni zaščitena, če banka propade. In zdaj, to pomeni, da je riziko poslovanja z njimi in če to veš, kot deponent in ti Janez, ki dobro pozna v banki, pa ne vem, upravo, pa vidiš, da se nekaj kuha, pa so neke težave, prvi začne bistveno hitreje, to hočem reči, se odvije odliv denarja v taki banki, ker te subjekti so bistveno bolj povezani med sabo in kaj en začne,
pa Peter Thiel vzame ven denar iz Silicon Valley Bank in sem raztrop, dajte denar ven vzeti, to je tako, pol je vprašanje dni, ker se je, mislim, da v četrtek zdel ven 42 milijard v enem dnevu, pa je pa itak server počepno, a ne, jaz sem bral malo te članke, kaj se je dogajalo, ker so imeli neke, ne vem, startupi so imeli neke konference in so vsi sam na telefonih bili in hoteli denar premikati, to je bilo že v sredo četrtek, ne, tako da to se ful hitreje odvija in ta konc reagira bistveno hitreje kot neko prebivalstvo, če ne vem, pol depozitov recimo čist prebivalstva, ne. Tudi jasen je recimo, mogoče sam to je ful pomemben, sam to bi rad poudaril, če je neka banka deklarirano sistemska, je to popolnoma druga zgodba, ne. Če govorimo o sistemskih bankah v Sloveniji, a ne, zdaj, če največji dve naštejemo, kot pač če govorimo zdaj o NLB-ju pa NKBM oziroma zdaj že z SKB-jem del OTP skupine, to so vse sistemske banke, a ne. Tam veš, da država bo morala poseči in to je samo vprašanje, na kakšen način se bo to zgodilo. Kle pa še en twist, če hočete, ker EU ima tudi tukaj nek koncept deljenja bremen pri reševanju teh sistemskih bank in lahko bi se tukaj pri deponentih sicer ne, ampak pri nekih drugih inštrumentih lahko zgodilo, da pač bo, ne vem, se to izbriše, to smo imeli v preteklosti, ker s tem se prispeva pač k reševanju banke, da sam država vse ne zagotovi. Edini primer smo imeli, kaj zelo, ker ne vem, če ga EU pripravlja na ta eksperiment ponoviti, je bil pa v Cipru, kjer so deponenti dejansko delno bail-in naredili, se temu reče, torej del njihovih depozitov je bil uporabljen za rekapitalizacijo bank, sej zdaj natančno se spet ne spomnim v kakšnem obsegu, ampak tam so šli toliko daleč in so bail-in iztisnili ven in to je bil aha moment, ja, a to bo zdaj kar standard v EU-ju, ampak ne vem, če se upajo to ponoviti. Ja. Kaj pomeni konkretno bail-in? Bail-in pomeni, da v okviru reševanja tudi sistemske entitete depoziti ne ostanejo nedotaknjeni in poplačani v celoti, ampak morajo ti nezavarovani deponenti, torej ne tisti do 100,000 evrov, in čeprav tam bilo še to, po mojem, mislim, da je nad 100,000 evrov je bilo sicer, del svojega depozita pretvoriti v delnice banke in jo s tem v bistvu dokapitalizirajo. To je v bistvu, dajmo tako reči, prisilna konverzija na kup delnic banke z namenom stabilizirati banke, zato da bomo vsi skupaj dejansko denar dobili nazaj. S tem v bistvu ti preprečiš bank run in ljudi še narediš delničarje banke. Tako, mislim, temu se reče zakaj, ker bo država dala x denarja, morate še vi neki iz svojih računov prispevati, da boste razliko dobili nazaj. No, to je neka logika. Ne? In zdaj, jaz nisem šur, če ta stvar, če jo kdo upa še enkrat ponoviti. Iskreno povedano. Mogoče, zdaj tukaj sem, če lahko skočam o tej ciprski izkušnji z Bank-inom in Bank-runom, nam je v podcastu zelo lepo pojasnil Toni Jukić, ki je dejansko leta 2012 živel in delal na Cipru in je bil dejansko takrat tam, ko se je to dogajalo, plačo je dobival na svoji na ciprski banki, ki je veljala za eno največjih bank, najbolj varnih, no so takrat mislili, mislim, da potem, če se prav spomnim, je tudi rekel, da je lahko na dan dvigoval po 300 in nekaj evrov. Tako da to epizodo zelo priporočam, da poslušate. Toni Jukić nam je razložil tudi razne trike vseh teh borznih posrednikov, ker je pač tudi sam bil zaposlen pri borznem posredniku. Smo pa tudi naredili eno zelo zanimivo debato Money How Live o lekcijah in bojnih ranah investiranja z Damjanom Merlakom, Andražem in pa Tonijem Jukićem. Mislim, da je ta epizoda bila tudi ena taka zelo, zelo zanimiva, vse od Dubaju, ekscesih, o balonih, v glavnem. Mislim, da smo v stranišču končali na koncu, če se prav spomnim. Ja, na koncu, točno, ja. Kaj je že bilo stranišče? Vem, da je nekaj razlagal, to je Toni Jukić. Mislim, da je bila ena pritožba nekaj povezana, ampak pustimo zdaj to. Ne si grejo poslušati, pa jo videli, kaj je fora stranišča. Neka straniščna zgodba. Ja, ne smeš preveč razkriti, to je brez veze zdaj. Bom pa dala link na to epizodo, da bojo ljudje šli lahko gledati. Ko si omenjal jamstveno shemo, 2014 je prišlo do neke korekcije te jamstvene sheme, torej velja 100,000 evrov je jamstva za naše vloge. Iz 20 dni so se
se je skrajšalo rok izplačilo na 7 delovnih dni in tako dalje. V glavnem, to je vse zelo lepo pojasneno na spletni na spletni strani Banke Slovenije, tako da si pojete pogledati, samo vtipkajte v Google jamstvo za vloge v bankah, Banka Slovenije in boste prišli do vseh informacij. Zajamčenih vlog, recimo samo to kot zanimivost, leta 2021, decembra 2021 je bilo skupno za 24,37 milijarde evrov, zdaj pa tam neki 25-26 milijard, če se prav spomnim. V glavnem, kaj bi lahko še povedali o tej bančni drami? Mogoče lahko vidva kaj sugerirata, kaj se bo dogajalo zdaj, kako to vpliva dejansko na naše banke, na banke v našem bančnem sistemu, v Evropi, kaj lahko pričakujemo tukaj? Za vso to zgodbo čez lužo, ki se je dogajala, pa s Credit Suissom. Zdaj seveda vsi poudarjajo, da se to ne more primerjati z letom 2008. Mislim, da je celo Christine Lagarde to povedala na današnji novinarski konferenci, ker je prav izpostavila, da je banking sector is in much stronger position than where it was back in 2008. Kako bi pa to komentirala? A smo res v boljši poziciji oziroma so naše banke res v boljšem stanju, kot so bile leta 2008? Jaz mislim, da so. Naj bi bile. Banke so v boljšem stanju, tudi mehanizmi so bili vzpostavljeni. Videli smo tudi pri NLB-ju, so bile izdaje podrejenih obveznic in tudi MREL obveznic, ker pač so se vsi sprašali, zakaj pa so to. Ja, z določenim namenom, ne? Z določenim namenom so tudi MREL obveznice, ki ravno to preprečujejo ta bail-in. Vidimo, da centralne banke so že takoj začele odgovarjati na te zadeve. To se pravi, imamo ta 50 milijardni relief za Credit Suisse. Imamo tudi FED je naredil nov program, kjer po par vrednosti, to se pravi po vrednosti, po kateri so bile izdane obveznice, prevzema ameriške državne vrednostne papirje in na ta način omogoča komercialnim bankam, da pridejo do likvidnosti in na ta način želijo pomiriti javnost. Je pa vedno vprašanje, kje tiči še nevarnost. Credit Suisse je vseeno bistveno večja banka, ukvarja se z derivativi, njene instrumente najdemo v ETF-ih sintetičnih, v ETN-ih, so nasprotne stranke tudi pri varovanju različnih tveganj, kot so valutna tveganja, obrestna tveganja in tako naprej. Tako da tukaj je vprašanje, če se nekaj takega zgodi in pač bailout ne bo zajemal tega dela derivativov oziroma je to lahko velik problem, ker so te derivativi del normalnega poslovanja tudi pri bankah. Mogoče bi tukaj samo dodal še eno stvar, recimo, da vedno mi razmišljamo, ko govorimo, tudi recimo, če se dotaknem frankov, da so na frankih kreditojemalci beležili izgube in je na ta račun so služile banke. To ni nujno res. Banke ta kreditna tveganja oziroma ta FX tveganja varujejo naprej s swapi in recimo to so te nevarnosti so v sistemu, tudi mogoče pri slovenskih bankah, ki te instrumente uporabljajo. No, lahko sem mogoče samo skočim za tem, ker ti, Matej, včasih se mi zdi, da moraš vedeti, da so na drugi strani ljudje, ki mogoče vsega ne razumejo, recimo MREL. MREL je minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti. Mogoče bi tukaj sam izpostavila en zanimiv primer, kar se tiče recimo konkretno NLB, ki mora od januarja 2024 zagotoviti prav potem MREL, se pravi zahtevi, in sicer mora znašati v bistvu 27,29% zneska skupne izpostavljenosti tveganju, medtem ko je bilo, čakaj samo sekundo, je bilo, mislim, da je zdaj malo višja ta odstotek. A to kaj pomeni konkretno, če se poviša ta odstotek MREL zahteva za banke?
Ja, pomeni, da more dodajati, da more dodatno izdajati. MREL si moramo predstavljati kot neko dodatno varnostno blazino, ki ščiti vse tiste, do katerih ne sme priti ogenj ali pa ne, težava. Ne. In banke, ravno zato, da so bolj oblazinjene, če hočeš, morajo aranžirati in najti investitorje, ki bojo kle sedeli vmes, ne, po domač povedan, in jim kar zapovedo, koliko varnostne blazine glede na pač nek kapitalske sestave imajo. In to je point. Maybe bi jaz sam nazaj šel do tega, kar Christine Lagarde dela, ker bom spet zelo kritičen. To je tako nerazumna retorika, ker dobesedno vabiš hudiča, naj pride k tebi. Jaz tega sploh ne razumem. Zakaj treba govoriti, da to ni isto, kot je bilo 2008, sej novinarji niso neumni, se vidijo, kaj delaš, in pač ni isto kot 2008. In da ti dobesedno govoriš, da ni, in poudarjaš to, tako rečejo, ok, mislim, maybe there's something we don't know. Tako da jaz bi vklejal tih in rekel, bi se sfokusiral na inštrumente, ki jih imaš, na to, kar delaš, pokazal, je pa tako. Zvišanje cikla obrestnih mer v ZDA je bil hitrejši in se je hitreje dogajal kot v Evropi oziroma v evroobmočju. Jaz pravim, vsak tak zviševanje cikla obrestnih mer bo, če bo trajal dlje časa, povzročil bolečino in naplavil trupla po reki, dobesedno, ker bo nesnago razgalil in lahko težave. Dlje časa trajajo, več bo trupel. Zdaj to, da v Evropi nimamo kvazi nobenih težav, razen Švicarji jih imajo, jaz te zgodbe absolutno ne kupam in to je en velik bullshit. Tako da vprašanje je samo, ali so te mehanizmi, ki jih imamo, dovolj pripravljeni in da bo ECB dovolj hitro reagirala. In recimo smo imeli en test z ruskimi bankami, ki so se zelo hitro odvile stvari in kvalitetno in treba pohvaliti, kako se je to zgodilo, iskreno povedano, tudi Banko Slovenije, ampak ne moramo trditi, da tukaj pa res ni možnosti nobenih zapletov pri nobeni od bank v evrskem območju. Jaz mislim, da če se danes smejimo Američanom, se bomo mogoče jokali čez 6 mesecev, ko je kaj ven udaralo v Evropi, če bomo to tako jemali, tukaj se pa nič ne more zgoditi. Credit Suisse, ja, se strinjam, je pač imela neke probleme že dolg čas, ampak iskreno povedano, če v te Deutsche Bank tipkali noter, v njih imajo tudi že dolg časa probleme, pa še kdo drug, pa ne bomo šli v to noter. Tako da pač samo pravim, kle ne bojo kar raj pripravljeni, če se kaj zakuha just in case, ker dokler se obrestne mere dvigujejo, je lahko težava, ker dokler derivatives market deluje brez težav, mogoče to ni issue, ker se pa začne izpostavlja težavo counterpartija, je pa edini način, da to unwindaš, da greš na cash market, se temu reče. In tam je pa issue rata, ker takrat bojo pa vsi laufali dol in bo mogla centralna banka dati likvidnost not. In recimo FED jo je, tako kot je rekel Matej, z odkupi at par, torej po nominali, po izdajani vrednosti, recimo to je že en način, ko likvidnost daješ skozi neko okno skozi. Tako da jaz ne bi držal kledaha, da čist nobene težave ne more nastati v zahodnoevropskem sistemu bančnih skupin z kompleksnimi izpostavljenostmi. Jaz tega ne upam trditi. Jaz mislim, da je to pač treba vsem biti mal previden, no? Ja, sam se veš, da oni ne smejo komunicirati na tak način. Se zato pa ne govori, da ni isto kot leta 2008, a veš, kaj hočem reči, ker se takoj začne primerjava v glavi novinarjev in začnejo vrtati. Res ful neposrečeno, no? Res. Vsi v bistvu nekako smo zelo pozorni na besede Christine Lagarde, tudi na koncev Pavla, v sredo naslednji teden se bo FED odločil, ali bo dvignil ključno obrestne mere ali ne. Kaj bo naslednjo sredo? Jaz sem mogoče, če dodam še eno stvar, se je ena taka kompleksnost je tudi, so bili komentarji, ja, če bo Lagardova zdaj znižala oziroma ne bo zvišala obrestne mere, to pomeni, da je nekaj hudo narobe. Da, v bistvu zdaj ne vemo, ali je zvišala zaradi tega, ker nič ni narobe, ali zvišala zato, ker nekaj je narobe. Hočeš konspirasi. Zvišali so, da jo banke lahko še par mesecev služile na visokih obrestnih merah, da se malo kapital popravijo, kaj je toliko problemov noter.
Tako da, mislim, kaj je depozit na 3, ne? Tako da, to je kar lepa razlika, ne? Za tiste, ki še zmeraj 0 plačujejo, tako da živijo. Ampak, seveda, za tisti, ki 0 plačujejo. Pa 0,5, no, da nam pretiramo. No, dobro. Nekateri niso tako desperate po likvidnosti oziroma jo imajo dovolj, zato tudi v bistvu ne dajo depozitne pač take obrestne mere, da bi bile privlačne. In zato lahko seveda služijo. Seveda svojim strankam ponujajo alternative. Smo tudi slišali, alternativa je kakšen sklad vzajemni. Zdaj po novem se celo govori, tako kot se na Hrvaškem zgodil, so ponudili obveznice državne vlagateljem, malim vlagateljem, zelo veliko se držijo investirano v državne zakladne menice. Recimo, dajmo še to pol malo pokomentirati, ne? Ja, likvidnost ima noge, pač bo zbežala drugam. Mislim, jaz bom tako rekel, to, da kot prebivalstvo direktno zakladnico v bistvu financira, torej pomeni v obliki zakladnih menic ali obveznic, tukaj je to dokaj ekvivalentna terjatev, kot če si ti zavarovan, ker itak bo država posegla. Tako da, kar se tega tiče, ne vem, kle se je res za dvakrat za vprašati, če ne bi del likvidnosti recimo lahko preusmeril tja. In tukaj se do ene mere lahko nek crowding out depozitov dogaja strani države, ker pa če ponuja jutri 3% obrestno mero, pol jaz tudi res ne vem, zakaj tiste depozite tam mogoče imel. Sam sekunda. Ja. Ampak Andraž, tukaj ni samo to, da ti dobiš tistih par procentov na obveznice ali pa na zakladne menice, tukaj je potrebno vedeti, da je treba odpreti račun trgovalni na določenih bankah, ne čisto na vseh, potem je treba vedeti, da so tudi kakšne davčne implikacije. Zdaj smo sredi tega, da ne vemo, kaj bo z davčno reformo, ne vemo, kaj je niti definicija premoženja še vedno, tako da veliko negotovosti je, zakaj bi v bistvu svojim depozitom zdaj hotel tvegati, da greš v neko obveznico, a razumeš, če sej ne tvegaš, ne veš, v bistvu, kaj pa tvegaš? Ne tvegaš, ampak stroški so pa vsem tisti, ki ti znižujejo donosnost. To pa se strinjam, ne? Kot jaz razumem na Hrvaškem, ker sem se jaz pogovarjal s kolegi tam, so tudi tisti vpisniki in banke, ki so bile zadolžene, super enostavno to za ljudi naredile, se lahko prek online račun odprli in si tam pač vplačal te obveznice. Zdaj, zakaj moramo mi vse tako imeti zakomplicirano, pa ta digital first izkušnja, ne vem, banke imajo rekordne dobičke, ne vem, 0,5 milijarde ali koliko ima bančni sistem in mi nimamo enostavnega gatewaya za nakup z 2 kliki državnih obveznic. Mislim, se jih razumem, zakaj bi se trudili, to bi prej mogel finančni minister urediti, ne, ampak... Zanimivo je to, da finančnega ministra pa nihče to vprašanje ne vpraša, vsi se ukvarjajo z obdavčitvijo dnevnic in pa potnih stroškov, ampak pa recimo, pač se vem, da to širšo množico zanima, ampak to so vse neke zadeve, ki so zanimive in relevantne, ampak enostavno pač tega ni, da bi ga kdorkoli vprašal. Tudi mi ga nismo žal vprašali. Moje mnenje bi moglo biti, da če imamo e-davke na aplikaciji gor, tam mogo biti zavihek, podpiraj zakladnico, sam TRR, kaj nakažeš in hvala lepa in adijo. To je dobra ideja. Zakaj moramo zdaj to naj se zmenijo za izvajalci, temu se reče end-to-end v ozadju, kako bojo oni formalno to naredili, ampak vsi podatki so tam, davčna številka je dostop do vseh računov, popoln pogled v TRR državljanov in mi bomo zdaj pošiljali jih fizično v poslovalnico, izpolnjevati fizične obrazce, da bojo oni državljansko dolžnost naredili in po 3% financirali državo, ali kva že točen. Tako da, brez veze, mislim, je luft za improvement. Absolutno je luft za improvement. Mogoče tukaj sam še to povem, da dejansko je finančni minister tukaj odgovoril, da se poigravajo s to idejo, da bi ponudili malim vlagateljem možnost nakupa tudi državnih obveznic. Takole se poigravajo. Ja, ne vem, zdaj ta davčna reforma, ki jo pripravljajo, veliko je nejasnosti, in to ful vnaša res veliko negotovost, ne samo v podjetniškem okolju, ampak enostavno tudi pri nas malih vlagateljih, ki v bistvu varčujemo in šparamo, a se to zdaj smatra, da sem jaz tukaj za nek bogataš, da je to moje premoženje, ki ga bo treba obdavčati, zato da financiraš. Ker so te besede tako močne in te prestrašijo. Mislim, zavedati se je treba, da pač nekdo danes se odpoveduje nekemu denarju, zato da ga bo v bistvu v prihodnosti čez 20-30 let lahko koristil, da se bo kupil nov kolk ali pa nove zobe.
A razumeš, o tem govorim? Marja, nismo bili zmenjeni, da ti naj umiriš, ne mi dva te. Ne, se hecam. No. Mislim, ne hecam se, ampak ja, to mi gre res malo na živce, ker je ta negotovost tako velika. Ne. Ok, a gremo pogledati še to. Da bančne delnice so v bistvu lansko leto zelo, bom rekla, niso dobro poslovale, ne. Niso dosegale lepih rezultatov, potem smo imeli nek odboj, zdaj smo pa spet doživeli v bistvu kar konkretni upad, odkar se začela ta zgodba dogajati preko 10%, recimo Stocks Europe 600, recimo je zabeležil upad. Credit Suisse, to je bilo pa kar precej velika nihanja, mislim, da so danes tudi ustavili trgovanje ravno zaradi volatilnosti. Kdo bo kaj povedal na to temo? Mislim, tukaj je panika, to je razvidno. Pač to je en od sektorjev, ki je v tem trenutku najbolj na udaru in tukaj so največja tveganja, tako da se vlagatelji sigurno temu izogibajo. Druga stvar je pa hedging, je pa tudi to, pa če imaš izpostavljenost do določene banke, je ena od možnosti tudi enostavno short delnice in varovanje. Short pomeni stava na upad? Ne? Ja, prodaja izposoja in prodaja delnic. Recimo, da imaš izpostavljenost do podrejenih obveznic določenih bank, enostavno to hedge in to dodatno spodbuja padanje tečajev bank. Ja, kaj pa recimo zdaj marsikdo bi rekel, kaj se zdaj je Lagarde napovedala, da bo pomagala reševati banke v težavah, a je zdaj recimo marsikdo bo rekel, ko bo špekuliral, mogoče pa to tudi priložnost, da danes kupim po 20% diskontu bančne delnice ali pa nek indeks ETF, a se to splača, bo marsikdo vprašal na tej točki. Lahko, da se splača, ampak mislim, smo videli podobne ukrepe, kot jih zdaj FED izvaja, oziroma tudi druge centralne banke smo videli tudi 2007 v primeru Bear Stearns, tako da takrat se je v bistvu kepa začela valiti. Tako da zdaj, ali to zdaj se ustavili, ali se ni, jaz mislim, da v primeru švicarske banke nihče ne ve, ali to zdaj konc ali ni, tako da so določena tveganja tukaj pač moraš sprejeti, če želiš vstopiti na trg. Sigurno, tako kot mi vedno rečemo, ne z vsem denarjem. Ampak nismo še zaključili, ker bi rada samo še eno zadevo, preden zaključimo, dve zadevi v bistvu. Najprej bi rada izpostavila eno zgodbo, ki se mi zdi zanimiva, to je en post, ki v bistvu se kar precej šera po LinkedInu in sicer vsi nekako spominjajo Monopolija, ker je tudi pojasnjeno, what if the bank runs out of money? Se pravi, some players think the bank is bankrupt if it runs out of money, en odgovor je, the bank never goes bankrupt. Ker seveda potem tukaj piše, da lahko naprej na listku papirja v bistvu beležiš vse transakcije, potem seveda tudi listek papirja lahko vse, v bistvu ordinary paper se lahko smatra za new money. Jaz mogoče ne rekel, da to velja za banke, ampak je pa dobro vprašanje, v bistvu, če se navezemo na centralne banke, a ne? Če je SVB zdaj beležila izgube na svojem portfelju zaradi premikov obrestnih mer, vemo, da jih tudi centralne banke dejansko beležijo izgube in da imajo določene centralne banke negativen kapital. Katere so to recimo centralne banke z negativnim kapitalom? Mislim, da jih po mojih je kar nekaj tam, ali pa zelo blisno, ker glede na te ogromne portfelje in te premike je v bistvu so izgube kar visoke. Je pa tukaj pač vseeno te banke ne bodo beležile bank runa, oziroma tukaj pa res to drži, kar si ti pač prebrala, da na listek papirja napišeš in je to. In počakaš, da ti dospe obveznica. A je Monopoly centralna banka ali je Monopoly poslovna banka?
centralna banka. Očitno je centralna, če lahko kar tiska denar neomejeno. Tako da v bistvu tega, to je ta senioraša, ne, to je v bistvu, mislim, možnost, oziroma nacionalna inštitucija ima samo možnost izdajati denar, ki je priznan v državi, ne, to pač NLB ne more kar neki, mislim, NLB pač, ok, je neko, so te fractional reserves pa te fore, ampak pustimo zdaj to, govorimo o primarni misiji denarja, to je pa jasno, da je zato v bistvu za zakonom in ustavo ta pravica dana pač centralnim bankam, ne. Tako da to je očitno to, tako da očitno je tudi nek fetum v vsakem monopoliju. No? Ne vem, kako ne reče tako. Je pa malo res, da vse banke so se skoraj, zdaj že kar vse neki sistemsko, tako da mogoče tudi ta logika, the bank will not fail, ne, je že tako malo testirana v praksi. Ne vem, če se sploh kdo upa neko večjo inštitucijo poslati v nek klasičen stečaj bančen, ki smo jih še, ne vem, nekih 20-30 let nazaj vsem tudi doživljala, ne? Kjer se je pač vlekal, da je nekdo dobil denar, deponenti pač so čakali, delno so bili poplačani in to je trajalo, ne vem, a če se prav spomnim, ali je bila banka Brežice, ali ne vem, kva že točno v Sloveniji, ali Triglav, ali ne vem, kva je bila že una komercialna neka banka, jaz vem, da to se je vlekalo desetletja, so se ti postopki vlekali, ne? Tako da tega danes skoraj ne vidimo več, no? O tem govorim. A se prej nekaj zgodi, ali nekaj združijo, ali nekaj prevzame, ali gre v resolution, neko likvidacijo, tako da ta bančni sistem je zaščitena kategorija. Banke so dejansko kot sistem zaščitena kategorija, a ne? So utility skoraj, tako da kvazi... Kaj pa Signature Bank? Oni so šli v bankrot ali so... Ne, čist enaka zgodba kot Silicon Valley Bank, to pomeni nadzorovana resolucija, to pomeni, da smo we made whole the depositors, vsi depozitorji so dobili denar nazaj in je v bistvu vstopil FDIC, naredijo se nove entitete z novimi imeni, tja se depozite prevzamejo in potem hekajo naprej in pač ta sredstva poplačujejo pač po nekem... Zdaj so tukaj vprašanje, če bo kdo prevzel v bistvu, a ne, dele, ali bo prevzel kakšno premoženje ali kakšna posojila, ampak to je zdaj že v državni domeni. Zdaj imajo čas, da se s tem ukvarjajo ali pa čakajo do zapadlosti v končni fazi, da recimo, ne vem, oziroma zdaj, kaj je Fed rekla, da po paru odkup verjetno to sam pobotajo. Hvala lepa, ne, pa to, če izguba na Fedu ni problem, slišimo, ker denarja je neomejeno, ne, tako da... Denarja je neomejeno. Ampak se to je fiat sistem, ne? To moramo vedeti. Ne? Sej, jaz bom challenge v kontrasmer, če tega ne bilo, ne, pa bi še centralne banke prodale vse, kar imajo, pa jaz ne vem, kva bi ostalo, bi iskreno povedal, ne? Tako da ne vem, kva bi jedel, pa ko bi svet gledal. No, ja, sej, a veš, ko gledaš kakšne te filme, ki prikazujejo življenje v daljne prihodnosti leta 3000, 3500, ko je vse porušen, ko ljudje živijo po nekih luknjah, ne vem. To tudi nek, jaz nikoli nisem opazil, da bi se tam v filmu pojavila kakšna banka. Mogoče v tem svetu ni bank več. Mogoče imajo pa USB ključke za Bitcoin. Ja, ne vem, z nekimi drogami hrano tradejo, nek barter je, veš, sploh ne vem, noben ne pride s kartico, pa plača ali pa... Ogorčena sem nad vašo nedomišljijo, kako sta brez domišljije. Kakšen ključek človek, čip nekje v vratu ali pa v prstu ali pa nekje na telesu. Dobar, nekaj je tega, ampak v teh, ne vem, The Last of Us, če gledamo zdaj kot aktualno serijo, jaz ne vem, to skozi neki hondlajo, nič nobene banke, ni pa kartice, nič ne dela. Mislim, to sad z nekim puškam v okrog hodijo pa streljajo se. To so zombiji, pol so ne zombiji in ostalo je sam fajt za nek osnovni resurs preživetja, ne vem. Ne? Pa veseli so, ko so za ograjo. Tako da, lej, to je svet brez bank, tako zgleda. Okay. A lahko prosim smo za trenutek malce resni in sicer mogoče bi sam še to malo pokomentirali, preden zaključimo današnjo debato. Jaz sem dala na LinkedIn del pač anketo, davčna reforma, pa obraz iz Krima. Kakšna so vaša pričakovanja? In sicer na vprašanje, na katerem področju pričakujete najbolj opazno povečanje davčnega bremena? Skoraj 1000 ljudi je odgovorilo v 2 dneh in pol, nekaj takega, še glih pol dneva je časa, da odgovorijo. In sicer 62% ljudi pričakuje največje povečanje davčnega bremena na nepremičnine,
potem na osebne dohodke, 11% kripto in pa 6% deleži in vrednostni papirji. Kako bi komentirala to vidva za zaključek, tako za lahki zaključek debate? A to je a veš, lastniki nepremičnin, pazite se, nekaj v tem smislu. Ne? Moramo priznati tukaj, da poskus obdavčenja nepremičnin, poleg tega davka, ki ga itak že zdaj plačujemo, smo že imeli enkrat. Takrat se je zataknil predvsem pri vrednotenju teh nepremičnin, torej davčni osnovi. Tako da to je zelo, zelo kompleksen projekt, po mojem mnenju, dotika se res praktično vsakega, ne vem, doma v Sloveniji, tako da ne vem, to bomo videli, ali bo to uspelo ali ne. Torej, takrat se je res zataknil pri tej posplošeni vrednosti, ali je to pošteno ali ne, ali je to res vredno toliko, kot je davčna osnova. Tako da, klej je toliko vprašanj, da to je zelo, zelo kompleksen davek za uveljaviti, tako da upam, da jo najdel nek poenostavitven mehanizem, ker če se bo vsak lahko pritoževal na to, koliko je njegova nepremičnina vredna, imajo že zdaj, ne vem, kaj je to, run na gurs. S pritožbenimi listki. Včeraj so vsi... Smo že imeli. Gurs run imamo, gurs run. The gurs run. Ja. V glavnem, ful dobra fora. Kaj sem še hotela za zaključek, ko smo pregovorili o teh bankah, ki ne propadajo in življenju v letu 3000, mogoče sam za vikend gledanje filma, kako bi temu človek rekel, vikend sproščanje, film Too Big to Fail. Mogoče zanimiv za pogledati, ne? Recimo. Why not? Margin call tudi. Ja. Dobro, zdaj bo Margin Call 2, ko bojo unga šortere, ki Silicon Valley Bank šortov, bojo imeli, ko on je dobil darilo sem ne vem, ko je posnel ta film, ker v bistvu se je tako hit zgodila, ker tam Michael Burry obupuje, investitorji ga kličejo, zezajo ga te banke, ki nočejo mark to market narediti njegovih swapov in itak skoraj faila in se, klej je bilo tako, en teden pa smo te spet. Likviden inštrument, hvala lepa. Ne, to je tudi lahka zgodba, življenje v 24 urah, kako se ti vse lahko obrne. Ja. Se je tudi ful dramaš, koliko je to adrenalina v 24 urah? Se mogoče ne vemo vse zgodbe, se mogoče kar nekaj postov bilo na Redditu, da se je spodbudil to vse skupaj, kaj pa vemo. Ja. Se ne vemo v resnici, to je res, kakšen Puppet Master v resnici to vse skupaj sprožil. To še vam prišlo. Mogoče za zaključek Puppet Master od Metalike si tudi lahko privoščite. Master of Puppets, prosim. Master of Puppets, se opravičujem za ta lapsus, joj. V glavnem, najbolj, da kar zaključimo, jaz tole z vročino delam, ampak v redu. To je to. Dragi poslušalci in gledalci, najprej se moram vama zahvaliti. Najlepša hvala, da sta bila gosta Mani Hau. Andraž, ti zdaj že postavljaš rekorde, tudi ti Matej počasi približuješ. Jaz sem dežuren, zdaj je bil. Dežurstvo. Sam ga zaključujem danes, tako da naslednjič nisem dežuren, ne skrbeti, nisem dežuren. Ne bote nazaj. Čeprav, Andraž, se vidi, da ljudje hočejo, da kandidiraš za predsednika. Ja, sam še to rabim v življenju, res. Tako da, pojte vi kandidirati, je moj odgovor. V glavnem, mislim, da moramo zaključiti. Dragi gledalci, poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Ne pozabite na dogodek Mani Hau Live 20. aprila. Kot vidite, se bomo imeli zelo fajn. Tako da poslušajte Mani Hau, ne bo vam žal in lep pozdrav.